Današnja tema je, kako slediti Jezusu. In mislim, da na to vprašanje dejansko se ne da odgovoriti splošno. Odgovor na to mora biti nujno oseben, ne more biti drugačen. Tako da bom odgovore na ta, bom skušal podati par svojih osebnih odgovorov na to vprašanje. Vsem vam, ki poslušate, pa svetujem, da razmislite, a to kaj odzvanja v vas, a so to stvari, ki veljajo tudi za vas, ker pri mnogih stvareh, v Božjem kraljestvu je tako, da so stvari, ki veljajo na splošno, ampak potem na neki točki pa začneš razumeti, da veljajo zate osebno, in takrat te stvari seveda dobijo moč. Tako da zakaj slediti Jezusu, zakaj sledim Jezusu? Prvo seveda, ker rečem, je to, ker me ljubi. Čisto preprosto zaradi njegove ljubezni. Je veliko mest v Svetem pismu, ki o tem govorijo, mogoče, ampak eno, ki me nagovarja v zadnjem času, predvsem je tisto, ki pravi: živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in dal sam sebe zame. In to mesto je fascinantno, ker govori o Božji ljubezni, o Jezusovi ljubezni na en zelo konkreten način, in vemo, da ta dogodek, o katerem govori Sveto pismo, da se je Jezus žrtvoval, da je umrl za nas, Pavel tukaj na tem mestu jemlje osebno. On je mene osebno vzljubil in je dal sebe za mene. Se pravi, prvo, zakaj sledim Jezusu, je zaradi njegove ljubezni. Zaradi te njegove skrajno posebne ljubezni, čist izjemne, izredne, take, ki je ni nikjer, ki je pač čist unikatna, ki je čisto originalna. In seveda zdaj o Božji ljubezni itak bomo imeli še posebno temo, ker je to samo zase ogromna tema in se da ogromno povedati. Ampak prvi razlog je ta Jezusova ljubezen, ki je pristna in ki je skrajno osebna in ki je seveda, ki gre do konca, ki je šla do konca, dobesedno do zadnje kaplje krvi. In ta ljubezen, tako kot pravim drug tekst, me v nekem smislu stiska, stiska me, da presodim, torej tudi jaz ne morem več živeti sam zase. Torej tudi jaz moram začeti živeti na čist en kompletno nov način. Ker je ta ljubezen vdrla v moje življenje, je preuredila vse skupaj in je vse postavila na glavo. Ker je to ni taka cenena ljubezen ali pa plitka, plehka ljubezen, kakršne je danes ogromen, ampak je globoka ljubezen, tista, ki ima, ki gre v smrt, ki zajame smrt in ki celo premaga. Ampak še par odgovorov bi dal. Jezusu sledim tudi zato, ker je dober, ker je resničen, ker je pravičen, se pravi zaradi njegovega značaja, kakršen je on sam po sebi. On sam je, če ga opazujemo v evangelijih, kako ravna, kako govori, kako se obnaša, vidimo v njem eno izredno, spet neverjetno dobroto, vidimo resnico v njem, resnicoljubnost in tudi izrekanje resnice, tako, ki je hkrati ljubeče, pa hkrati osvobajajoče, hkrati tudi ostro do zla, ki te očista. Pa pravičen je, on dela, govori, razmišlja to, kar je prav in tako, kot je prav. In tukaj je že pol tretji odgovor lahko tudi, ki bi ga dal. Jezusu sledim zato, ker je to prav. In zdaj pa tukaj pa vizavi prav do samega Boga, do Boga Očeta, do Boga Stvarnika. Zakaj? Ker Bog Oče je Jezusa predstavil kot voditelja. Piše nekje, da ga je dvignil nad vsako ime, nad vsako oblast, nad vsako poglavarstvo, v tem veku in v prihodnem veku. In se pravi, da ga je postavil nad vse. Se pravi, Bog Oče Jezusa,
ki je šel skozi smrt in potem, ko ga je obudil od mrtvih, ga je dvignil na mesto najvišje oblasti. In je v evangelije pravzaprav pomeni samo to, da razglasi se vsem ljudem, ljudje, to je zdaj vladar, njega poslušajte, njemu se podrejete. In ja, to je dobra novica, zato ker je to dober vladar, kot smo rekli prej, ker je ljubeč, ker je resničen, ker je pravičen. Ampak hkrati je tle ta božji evangelij, ta božji razglas pomeni to. Tukaj je zdaj moj ljubljeni sin, tukaj v psalmu, kot reče, jaz sem postavil svojega kralja na moji sveti gori. Ne? To se nanaša na Mesija, na Kristusa. Se pravi, je čisto preprosto, je prav, da sledim Jezusu, ker je Bog Oče to tako postavil. Ker je, bom tako rekel, stvarstvo je tako postavljeno. Ne? Bog, ki je stvarnik vsega vesolja, vsega našega dihanja, bivanja, on je postavil Jezusa na tako mesto, da je čisto preprosto prav. To je una stvar, ta prava stvar za narediti, je to, da smo mu poslušni. No, in iz tle gre potem že recimo četrti odgovor, zakaj slediti Jezusu. Ja, zato, ker je tako življenje, ko sledim Jezusu, ne, ko ga poslušam, ko grem za njim, ko ga upoštevam, ko mu zaupam, ja, hodim za njim. In ja, to je dobro življenje. To je čisto preprosto dobro. To je dobro življenje. Jezus nekaj sam pravi, da je prišel, da nam da polno življenje. In zdaj vidimo iz tega, kar nam je Jezus dal, to polno življenje ne pomeni, da nimamo težav. Ampak pomeni, da živimo prav v tem, da smo na pravem mestu, da živimo točno usklajeni z redom stvarstva, da tako rečemo. To je ta pravo življenje, zato je bil človek narejen in to je tista ta prava stvar in to je tista dobra stvar. Tako lahko človek prav živi, tako je lahko človek res človek. Tukaj je zdaj, seveda, tukaj se odpre ogromen svetopisanskih tem. To je zdaj tako je bil človeku namenjen, da tako živi, da pač sledi Bogu, da sledi temu dobremu vladarju, ki ga je Bog postavil in da je sam človek postane to, kar bi mogel biti, podoba Boga, ki odseva Boga v ta svet. No in še en odgovor, zakaj slediti Jezusu, zakaj je to dobro? Ja, zato, ker je Jezus bogat in zato, ker je on neizčrpan, ogromen, prekipevajoč zaklad. V Jezusu je preizobilje. To je tisto življenje v obilju, ki sem ga prej omenil, ki ga Jezus omenil. Jezus je to eno prekipevanje življenja, prekipevanje dobrega, prekipevanje smisla in zanimivo, seveda to ne na en tak plehak način, ampak na en zelo resničen način, ker gre ravno to prekipevanje, gre skozi težave, gre skozi zanga, skozi križ, skozi smrt, skozi zavrnitev. In seveda tudi v naših življenjih gre skozi razne težave, skozi probleme. Naši bratje pa sestre na drugih koncih sveta so preganjeni zaradi Jezusa, nekateri položijo življenje za njega, ampak to je polno življenje, ki ga imamo mi, ki ga imajo oni, ker je Jezus ta velik zaklad. No in predvsem zdaj, ker je on ta ogromen, nepopisen zaklad. Ne, pa to zame konkretno pomeni, da sem jaz postavljen v vlogo neprestanega učenja, neprestanega napredovanja, če mu hočem slediti. Se pravi, sledenje Jezusu je to vseživljenjsko učenje, vseživljenjska rast zaradi njegovega preobilja, zaradi tega bogastva, ki je v njem. Sveto pismo govori o vsem duhovnem blagoslovu, ki je v Kristusu, ali pa da so v njem skriti vsi zakladi modrosti in vednosti in tako naprej. Se pravi, ja, sledim Jezusu zato, ker je on neizčrpan, bogat v vsem, kar je dober, vsej modrosti, vednosti, ljubezni, spoznanju, resnici, pravičnosti, dobroti, veselju. No in še naslednji odgovor, zakaj slediti Jezusu, zato, ker me usposablja. Zdaj, tukaj to se pa zdaj že mene tiče. Zdaj vse to, kar sem prej naštel, me usposablja, da tudi jaz delam dobro. Zato, ker je on dober, lahko jaz, pa ti, pa kdorkoli drug, lahko dejansko začnemo delati dobro.
Ja, in se pravi, delati dobro in tudi dajati dobro drugim. Se pravi, to nas usposablja, da mi lahko začnemo, da jaz lahko začnem funkcionirati v tem svetu tako, kot je prav in tako, kot je dobro. Ne. Zato sledim Jezusu, ker me on usposablja, da lahko da sem lahko dober do drugih. V najbolj čistem smislu te besede. No, in zdaj, mogoče še zadnji tak odziv je pa ta. Ja, zdaj, če tako pomislim, ne, tule, kot sem zdaj, ne, slediti Jezusu. Ja. Kaj bi bilo, če ne bi sledil Jezusu? Moje življenje bi bilo prazno, brez smisla. Ker ko se enkrat seveda vprašaš ta temeljna življenjska vprašanja, ne, in ko začneš hoditi za Jezusom, vidiš, kako skrajno brez smisla je ne slediti njemu. Kako prazno življenje je v bistvu ne hoditi za Jezusom, ne učiti se od Jezusa, ne biti poslušen Jezusu, ne ljubiti Jezusa, ne poskušati odgovarjati na njegovo ljubezen. Ne, se pravi, to je pa pač negativen odgovor v tem smislu, da ja, življenje, človek, ki nima Jezusa, ne, je v praznini, ne. Tudi, saj vemo, pač potem človek si napolni življenje in dušo in duha z raznimi nadomestki, ne, z raznimi duhovnostmi in tako naprej, ampak to ni tisto pravo polno življenje, ki je v Jezusu in ki v Jezusu že tudi zdaj, v tem času priteka v nas, ne popolno, ampak vendar pa konkretno. Tako da ja, to bi bile moje iztočnice, no, za to, zakaj slediti Jezusu.